smo se pripeljali do vasi Juta, to je od te Stepancmide, kjer smo prej spali približno 20 km stran. Zadnje 7 km je makedama, od tega je zadnje 3 km malo bolj strmega in bolj grobega makedama. Tako da te zadnje 3 km smo šli res zelo počasi, prvi smo lepo počasi gor lezali, ampak smo pa brez problema prešli. Ni bila preveč problematična cesta, čist v redu se je dal. Tako da zdaj smo tukaj končno. Bilo je res ful lepo, sicer tle, ker smo zdaj parkirani, smo zdaj malo naprej od te vasi ob cesti, sicer makadamski in totalno neprometni, ampak vseeno ni zdaj tako ful na samem. Gremo pa jutri hoditi, verjetno do enega prelaza in do enih jezer, ampak nismo se čisto odločili še za en dan ali za dva, da bi prespali gor v šotoru. Zato, ker je tudi že tukaj kar mrzlo po noč, včeraj je bilo pod 2000 metri 11 stopinj, mislim, da. Tako tle bi pa naj kar konkretno na 2000 pa pol spali, 2 pa pol prespali. Tako da, ja, ne vem, nismo se že čisto odločili, ker bo verjetno glih malo nad nulo, pa ne vem, smo pripravljeni toliko zmrzeti ali ne. Mika nas ne bo pa najbolj udobno. Ja, mogli bi zelo zavleči s sabo zdaj, tako da bomo videli. Današnji dan je bil kar naporen, morava priznati, pa ne toliko vzpon, čeprav tudi v zadnjem delu je bil res ful strm, ampak je bilo še v redu. Dol je bilo pa res strmo tudi in ves čas 700 metrov višinske, ves čas dol ful strmo, tako da so naju boleli in kolena in mene kolk in vsega sem imela že dost. Še 20 kilske ruze, ki sem imela na hrbtu za povrh vsega. Ja. Tako da ja, no, kar naporno. Prišla sva kasneje, ker sem mislila, da bova bila ura že 6, tako da je sončice že šlo za hrib, ko sva postavila šotor, ampak ja, zdaj smo tukaj in smo že pojedli juho in zdaj se še makaroni kuhajo, tako da zdaj je že malo boljše. Ja, se že izboljšuje vzdušje. Drugače, mogla sva še po vodo, ker so se tlele zanašala na en vodni vir, je bil označen na zemljevidu, pa je bil presušen. Tako da sva pol sama najdla en izvir, tamle nas malo naprej eno drugo jezero še in ima pritok in sva sledila tistemu pritoku in prišla do izvira. Tako da zdaj imava svežo vodo in da ne bova dehidrirala tako kot prejšnjica, se tokrat opremila. To sva naredila domači izotonik, to bova zdaj razrečila, to je za 5x po 1 liter pa pol vode.
tako da je na koncu v litru pa pol vode približno 60 gramov sladkorja pa 1 gram pa pol soli, kar je približno taka koncentracija, kakor jo imaš v telesu in se potem voda najlažje absorbira. Tako da se kar pozna, ne? Ja, to sva danes že cel dan pila. Ja. Sva imela že naštiman, no, zdaj morava spet, ker sva popila vse 4 flaše. Ja. Ampak se ful pozna, no, in ful nisva toliko dehidrirana. Kazanč sva pa res dale 2 dni ali 3 celo sva kar mogla k sebi prhajati, res sva bila čist dehidrirana in koža in ustnice in nasplošno sva se čist bedno počutila. Tako da ja, danes je boljš. Tako da ni treba kupovati dragih izotoničnih napitkov, ker ga zelo preprosto narediš doma. Evo, midva sva vse pospravila, tako da zdaj počasi zapuščamo naš tabor. Ja, ponoči še je bilo kar mrzlo, ker je zjutraj bila slana, tako da predvidevava, da nekje okrog 0. Ampak ima dobre spalke, pa tudi bila sva res orenko oblečena, tako da naj jo ni zebel. Je bilo pa zjutraj res ful lepo tlele. Zajtrkovati in piti kavo in tale jezero je ful lepo cev noter, teh ribov. Ful lepo, jaz bi kar tle ostala še en dan. Res je lepo. Zdaj gremo pa dol proti vasi Roška, če se bo dal, bomo vmes prečkali eno reko, zato da ne rabimo čist do vasi, ker gre ena pot čist do vasi dol, pomršiti pa čez most na drugo stran reke, pa še 4 km nazaj, praktično po isti poti, sam na drugi strani reke. Tako da če se bo dal, prebrala so, da naj bi se dal prečkati, bomo prečkali, da ne bomo dolgočasnega dela 2-krat hodili brez veze. Pa ker ne jo še zmeraj kolena bolijo, vsaj mene. Nas mene malo bolj noge. Smo nazaj v našem brlogu, prehodili smo okrog 30 km. Včeraj smo naredili Jurija 100 višinske, danes pa 800, tako da slabe 2 Jurija vse skupaj. Bilo je danes manj naporno kot včeraj v bistvu, zato ker čeprav je bil tudi strma pot na ta predlas, je bil vse nižji, pa tudi ne vem, nekako nam je bolj šlo. Smo pa mogli kar ene par rek prečkati. 2 je Rok uspešno prečko, meni je zalil čevalo do zgori, pri 3 sva se oba sezula, ker ni bilo šansi v čevljih, pa je bila pa še eno malo morje, takih bolj mini rekic potočkov. Je bilo pa zelo lepo. Res je bilo lepo, še posebej zjutraj, res, ko sva iz šatora pogledala sončni vzhod in čisti mir gor v gorah, to je res neprecenljiv občutek. Drugače pa sva se celo popoldne pogovarjala, da ko bo prišla do kemperja, bo šla pa tukaj ene 500 metrov stran, je vas in bo šla tukaj taka malo bolj turistična in bo šla po en kačapuri, tudi kot ena pica, in so se ga res veselila, ampak ga niso imeli, tako da še zastonj sva hodila oziroma sem hodil dol do vasi in nazaj, tako da na koncu sva si mogla sama večerjo narediti. Ampak je bila tudi v redu, no. Je pa drugače zdajle ura 9 in je zunaj že 13 stopinj,
tako da bo še ena mrzla noč, don sicer manj, kot je bila včeraj v šotoru, ampak ja, smo tudi malo nižji, ampak se pa kar ohlaja tlele v gorah po noč. Se pa ne rabimo obleči v 15 različnih plasti. Pa tudi v spalki ne rabimo, ima kar koter. Tukaj smo tako priročno parkirani direkt zraven čist lepe, bistre, čiste reke, da sva danes mogla ta dan lep sončen izkoristiti in sva oprala vse cunje, ki sva jih imela. Zato smo danes v bistvu tudi tukaj ostali, drugače bi verjetno šli že nazaj v dolino. Tako da ja, ampak sva pa zdaj res vse oprala. Pa postavila sva šotor, tako da se je posušil, sicer ni dežval, ampak vsem je bil malo vlažen. Noč sva ga posesala, pa malo sva kemper spucala, pa malo sva počivala tudi. Tako, miren dan. Pa malo sva tudi delala popoldne. Ja, bilo je vsega po malem. Tako da ja, to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.